V njenem ateljeju je svet poln barv in podob, svet, v katerega se z veseljem skriješ, ko je resničnosti preveč. In ta svet je odkrila že kot otrok. Prve slike pa kipe sem videla v cerkvi. In to me je tako navdušilo, da sem to tako gledala, pa opazovala, da nikoli nisem znala prav moliti, ker je bilo to bolj važno. Po prvih poskusih je ugotovila, da ima talent in od takrat naprej je risala in slikala vedno, ko je imela čas, slike pa podarila. Ko sem se poročila, se je pa to vse nehalo. To zveni zelo žalostno. To zveni žalostno, ja, kak človek v sebi zatre nekaj lepega takega. Ne vem, no se potem pa vzgoja rož je bila pa tudi lepa. Sam nekaj mi povejte, a ne bi šlo oboje skupaj? Imeli ste talent, radi ste risali, poročili ste se bi lahko oboje, ali ne? Ja, samo preveč je bilo to dela naenkrat. No, pred poroko pa se je kot izredna študentka tudi izobraževala na Pedagoški akademiji. In tam sem spoznala Maksa Kavčiča, Lajčija Pandurja, pa Slavka Koresa. To so akademski slikarji bili in to so bili moji najlepši trenutki v življenju, ko so mi taki ljudje kazali, kako se slika, pa razlagali o tem, samo to ni trajalo dolgo, kako leto mogoče, potem pa nisem več mogla. Koliko podpore je vaša družina vašemu slikarstvu dajala, ali so to jemali kot pač mali hobi? To je bil res bolj kot hobi. Nikoli, da bi me kjer bil spodbujal ali kaj. Tako pač, ker sem se potem čisto obrnila na vrtnarstvo, to me je pa tudi privlačilo, to mi je bilo nekaj čudovitega, eno tako malo seme, ko ga skoraj ni videti, ko prah, pa da to poseješ in da potem iz tega pridejo take čudovite barve, pa taka rastlina, da onemiš ob njej. In to me je potem nekako potolažilo od slikarstva, ne. Ker imate pa vseeno veliko skupnega, ustvarjalno, lepo, barve. Sem pa tudi dosti hodila na razstave, v Nemčijo, Avstrijo, na Dunaj skoraj vsako leto, potem v Italijo, ko so bile tele razstave od Van Gogha, pa francoskih impresionistov. In tako, da sem se zaljubila pravzaprav v impresioniste. Odkar je s pomočjo vnukov odkrila internet, se v likovni svet podaja tudi z njegovo pomočjo. Sem spoznala tudi enega slikarja iz New Yorka, je profesor na neki akademiji. Sem ga prosila za en DVD, kako se reče, DVD, ne? DVD-ja mi je poslal, kako on slika, in mi je napisal, da naj se včlanim v tisti njihov klub, da imam potem brezplačne kritike. Razmišlja tudi o tečaju angleščine, za zdaj pa si pomaga s slovarjem. Zelo rada ustvarja portrete in še. Tudi akte naslikam. Prosim. Akte tudi narišem. To po spominu, po modelu? To bolj gledam, kje po kakih knjigah, ali kje zdaj modela ne bi dobila. Je pa zato našla model za kosmatince. Bena imam tudi na sliki, mojega Bena. Tamle. Kuža, ki je star? Ja, star je 15 let. Revček. Vse je zanimivo za nas. Jaz bi vse naslikala, kam mi kdo reče, bi narisala. In koliko časa v bistvu zdaj temu posvetite? Rekli ste, hčerka skrbi za cvetličarno. Je po eni strani zdaj mogoče celo najlepše obdobje v vašem življenju? Ja, je. Zdaj pač se lahko zanesem, da je nekdo tam. Jaz sem strašno skrbna, veste, mene vse skrbi, bo to tako v redu, bo tako. In tu se včasih usedem, tako da me morajo klicati, hej, kaj boš dala kaj na štedilnik? Ponavadi to vpraša mož, vendar zelo prijazno, saj je tudi on dobil portret, na katerem je videti mlajši. Če si želite vedno mlado dušo, pa vzemite resno tudi te besede. Kjer imajo probleme z raznimi stresi pa depresijami, tisti bi mogli nekaj delati, ali naj poskušajo risati, ali nekaj, to vse pozabiš. Ne pozabite pa se ustaviti v Framu, v galeriji vrtnarstva Pečevnik in se predati barvam, ki vas bodo pobožale in napolnile z energijo.